Pozdravljeni otroci! A ste vi že napisali pismo Miklavžu? Jaz sem ga napisal zdajle. Priznam, malenkost pozno, ampak bolje pozno kot nikoli. Pa da vam še povem, zakaj sem ga sploh napisal. Malo prej sem vzel dedkov časopis. In kaj piše v časopisu? V časopisu piše, no, sej, če sem čisto iskren, niti ne znam prav to razvozljati, ampak piše, da sta v naši deželi, kako že piše, stric virus in teta korona, če se prav spomnim. In zaradi njiju naj ne bi bilo miklavževanja. O, sem rekel, tega pa čarodej Toni zagotovo ne bo dovolil. V takšni ali drugačni obliki zagotovo mora biti. Sej veste, vsako leto se Mestna občina Kranj in pa Zavod za turizem in kulturo Kranj trudita, da bi otrokom pričarali tisto pravo praznično vzdušje, tudi z Miklavžem. In zato sem zdaj jaz napisal eno pismo. Pismo Miklavžu v njegovo tajništvo. Če sem čisto iskren, sploh ne vem, kdo bo to pismo sprejel v tajništvu in kdo je zdaj ten glavni. Ali je to kdo od parkeljnov? Ali je kakšen angelček? Saj je vseeno, važno, da pismo pride v prave roke. Dal ga bom zdaj na pošto in potem ga bo pismo noša Aljoša odnesel na pravi naslov. On že ve kam. Aja, pismo noša Aljoša, to bo pa prepočasi. Že vem, hitrejšo možnost moramo obrati, to je pa hitra pošta. Joj, tudi hitra pošta se bojim, da bo prepočasna. Spomnil sem se, samo na en način lahko tole pošljemo pravočasno. Pismo bo na čaroben način prispelo v Miklavževo tajništvo s pomočjo čarovnije. Ja, seveda. Vi mi boste pomagali. Ste za to? Ste, super. Ampak lepo po vrsti. Tule imam moj čarobni poštni nabiralnik. Tale zadeva, kaj se pa zdaj nekateri smejite? Da to ni čarobni poštni nabiralnik? Kaj? Da je navadna škatla? Mogoče je škatla, ampak ne navadna. Je posebna. Bom pokazal tudi, kaj se notri skriva. Notri je polno praznega, nobenega pisma še ni notri, ampak nič za to. Bo pa pač dobil samo eno pismo, moje pismo, tale naš Miklavž. Jaz bom odprl tale poštni nabiralnik, vložil pismo van, takole. In zdajle sem prepričan, da bo pismo prišlo na pravi naslov. Aja, kako pa? Seveda, rekli smo, da je hitra pošta prepočasna, kaj šele navadna pošta. Točno, že vem, najhitrejšo pošto moramo uporabiti zdajle. Dobro, najhitrejša pošta je elektronska pošta, te zdaj ne bomo uporabili, ampak pismo noša v obliki goloba. Ja, zagotovo ste že slišali zanj. In tule je moja golobica Mica. Ona je pravcata pismo noša. A je punca tudi lahko pismo noša? Jo, verjetno, da je, če je ona, poglejte jo. Tole je naša poštni golob, pravzaprav Mica, golobica Mica. In ona bo odfrčala z mojim pismom nekam v daljave, tam, ker je pač Miklavževo tajništvo. No, si pripravljena? Ona je. Kaj pa vi? Da bo vse skupaj uspelo, moramo vzeti malo čarobnega prahu. Potresti vse skupaj in izreči čarobne besede jaba, daba, du. Tukaj mi morate pomagati. Dajte prstke skupaj, ne me hecat, vse vas vidim. Prstke skupaj, tako, in ko rečem 3, 4, zdaj, vi na glas rečete jaba, daba, du. Skoraj tako na glas lahko, kot na primer doma kričite včasih na bratce ali sestrice ali pa na koga, ki vam ni prav pri srcu. Smo zmenjeni? Pazi zdaj. 3, 4, zdaj. Jaba, daba, du. Poglejte, kletko smo zdajle odstranili in naša golobica Mica je že odletela. Prepričan sem, da je odletela točno tako, kot smo si mi zamislili. Z mojim pismom za Miklavža. A vi meni ne verjamete, da je golobica Mica medtem na čaroben način vzela tudi tole pismo?
Ne verjamete? Joj, meni, čarodeju Toniju ne verjamete, ampak nekateri pa, vidim, da nekateri vseeno kimate z glavo. Zato poglejmo, če je pismo še tukaj. Pisma ni več. Ne verjamete? Joj, ste pa res nekateri nejeverni, kot se temu reče. Pismo je že na poti. Na poti k našemu naslovniku, komu drugemu kot pa Miklavžu. Lepo, kaj? Joj. Jaz sem prepričan, da ko bo Miklavž dobil tole pismo, da bo najmanj tako srečen, kot je bil zajček Tonček zadnjič. Dobro, zajček Tonček, vidim, nekateri se nasmihate. Jaz sem čarodej Toni, on je pa zajček Tonček. Zdaj, ko je še majhen, je Tonček, tudi jaz sem bil včasih, zdaj sem malo večji, sem pa že Toni. Morda bom celo kdaj Anton, ko bom zelo velik. Ampak pustimo tole. Posvetiti se moramo zdaj našemu zajčku Tončku, ker on je eden najbolj pridnih zajcev daleč naokoli. Vsakodnevno pomaga svoji mami pripraviti zelje za kosilo ali pa korenje za kakšno zdravo večerjo. No, in zelo skromen je. Samo eno željo ima, pa še te nikomur ni povedal. Miklavž pa je tisti, ki točno ve, kaj si mi želimo. Njegova želja je namreč, pa ne okrog govoriti, da bi imel nov klobuk. Ja, novi klobuk. In zato se je velikokrat podal do trgovine, kjer prodajajo nove klobuke. V izložbi je občudoval klobuke, tiste v najlepših barvah. Modrega, rumenega, sivega in rdečega. In nekaj časa mu je bil pač všeč eden, nekaj časa drugi, nekaj časa tretji, danes pa je povsem navdušen nad rdečim. In to pa Miklavž zelo dobro ve, saj je pač Miklavž. In nekega večera, ko se je zajček Tonček odpravil spat, je doživel nekaj, kar ne doživi vsak dan. Že skoraj zaspal je. Zadremal, kot se temu reče, saj veste, že skoraj spite, ampak ne spite. Po drugi strani pa še vedno slišite, da se nekaj dogaja okoli vas, pa ne veste, ali je to res ali ni. No, in zajček Tonček je zaslišal neke korake okoli hiše. Ojoj, hitro je stopil ven, da bo pogledal, kaj se dogaja. Ampak zazeblo ga je, saj veste, zdaj so hladni večeri in noči, malo je poslušal. Nič ni slišal, pa je šel takoj nazaj spat. In zajček je spal do jutra. Zjutraj se je zbudil, pa je razmišljal, ali je bilo vse to res, ali se mu je samo sanjalo. No, da se sanja, se je najprej zdelo tudi lastniku trgovine. Kajti, ko je pogledal v svojo izložbo na vse zgodaj zjutraj, je ugotovil, da je Miklavž prišel po rdeči klobuk. Ni ga več v trgovini v izložbi. A mogoče veste, kje bi lahko bil? Bravo! Klobuk se skriva verjetno pri našem zajčku Tončku. Ja, in zajček je končno prišel do tistega klobuka, katerega si je pač najbolj želel med vsemi. Lepo, kaj? Zajček Tonček bo zdaj lahko veselo nadaljeval svoje pridno delo v gozdu in pa pri svoji mami. No, nadaljujemo ga pa lahko tudi mi, kajti včeraj, ko sem bil doma na podstrešju, jaz sem zelo radoveden človek in malo pogledam, kje se kaj skriva. Veste, kaj sem našel? Našel sem eno ogledalo, staro, zaprašeno, zapackano ogledalo. Vzel sem to ogledalo in kaj sem razmišljal? Da bi naredil kakšno čarovnijo s tem ogledalom. To bi bilo super, kaj? Pravo ogledalo. Pa sem gledal najprej nekaj časa notri, sem celo mislil, da je moja slika. Potem sem ugotovil, da je tole le ogledalo. Ampak, če mi tole ogledalo zavijemo v tale časopis, v katerem piše o tem, kaj že stricu virusu in teti koroni, potem bo tole ogledalo postalo lahko v nekaj trenutkih tudi čarobno. Kaj ne verjamete? Joj, spet mi ne verjamete. Ampak poglejte, če boste skupaj z menoj šteli točno tako, kot vam bom naročil, potem sem prepričan, da nam bo vse skupaj uspelo. Mi imamo 12 mesecev v letu
In najraje čakamo tistega zadnjega decembrskega, kajti takrat pride dobri mož Miklavž v našo družbo. Zato bomo šteli do 12 in jaz bom naredil točno 12 pikic na to ogledalo. Pripravljeni? 3, 4, gremo zdaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in... Ojoj. Oprostite, jaz sem pa ogledalo preluknil. To je pa zdaj problem. Jaz bom zdaj pogledal zjutraj sebe v ogledalo, bom pa imel luknjo v glavi, ker sem preluknil ogledalo. Joj, pa to ni smešno, to je žalostno, to je grozno žalostno. Joj, jaz sem pa že poslal pismo, bi lahko poslal še eno pismo, da bi napisal Miklavžu, naj mi prinese novo ogledalo. Počakajmo še malo, takole bom storil. Vzel bom malo čarobnega prahu. Vi dajte prstke skupaj, tako kot prej, in rečemo jabadabadu. 3, 4, zdaj na glas. Jabadabadu, še enkrat. Jabadabadu, super ste. In zdaj bom jaz pogledal, če sem kaj začaral, ker jaz sem najboljši čarodej za ogledala čarati. Poglej to, naše ogledalo je spet točno tako, kot mora biti. A ni to super? Bom raje odstranil tole ogledalo na varno mesto, da se mu kaj ne pripeti. Tale časopis bom pa lepo pospravil, pa dal tam, saj veste, kjer piše za papir, kajti mi ločeno zbiramo odpadke. Tudi to poznate, seveda, saj v Kranju ste pri tem zelo pridni in pa vestni. Tudi jaz sem to slišal, ne samo Miklavž. Se res, še nekaj sem se spomnil. Kaj pa, če se gremo zdaj le eno igro? Ja, jaz bom preveril, če vi znate sploh šteti. Koliko pikic je na tejle karti? 1, odlično, 1 pikica. Pazi zdajle, koliko pa jih je na drugi strani? 4, 1, 2, 3, 4. Ja, bravo, super vam gre. Kaj pa na tejle strani? 1, bravo, pa na tejle strani? 4, pa na tejle strani? 1, pa na tejle strani? Ja, sej vem, eno malenkost vas hecam, ampak kljub temu me zanima, če veste, koliko jih je na tejle strani. 1, narobe. 3 so, ste pa mislili, da je tole tako enostavno. Ni enostavno. A mogoče veste, koliko jih je pa na tejle strani? 4. Sem jih že preštel. 6 jih je. Na eni strani 6, na drugi strani 3. Torej, če imamo tukaj 3 in tukaj 6 in tukaj 3, koliko jih je pa potem na tejle strani? Mogoče veste? 6. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prav pošteno sem vas nahecal, pa ne vem zakaj. Ali zato, ker sem jaz čarodej, ali zato, ker je tale karta tako nagajiva. Ja, to bo, karta je nagajiva. In jo bomo dali zdajle kar v tole čarobno vrečko. Ste za to? Odlično. Jo damo lepo notri, pa ne pozabimo nikoli malo čarobnega prahu, kajti to je najboljša stvar pri čaranju. Pa še lepo se sliši. In nekaj zamahov s palico, v drugo smer, takole. Pazi zdaj. Zdaj pa skupaj spet damo prstke in rečemo jabadabadu. In ves čas gledamo v čarobno vrečico. Jabadabadu. In naša karta je izginila. Zato, ker je bila nagajiva. No, to ne pomeni, da boste vi izginili, če boste nagajivi. Včasih ste menda celo lahko, do neke mere. Pa še nekaj sem se spomnil. V mojem žepu sem jaz našel, v mojem žepu sem jaz imel, iz mojega žepa sem izgubil. V mojem žepu sem spet našel oranžno rutico. Zdaj pa težko vprašanje za vas. Ali mogoče veste, v katero roko bom skril zdajle tole rutico? Če jo dam v levo pest,
potlačim. Kje bo pa rutica sedajle? V moji levi roki ali v moji desni roki? Vem, z vaše strani se vidi obratno, je tale leva pa ta desna, z moje pa ne. Torej, v moji desni ali v tvoji levi, kaj bi rekel ti na drugi strani? Ne, da ni v tvoji, seveda ne, v moji pa tudi ne. Da pokažem? To pa ne smem. A vsaj eno, bom, poglej. Kaj? A ja, tukaj moram pokazati, se ta je popolnoma enaka. A ja, vseeno, bom pokazal, samo sekundo. Kaj pa je to zdaj? Čarovnija? Bom dal nazaj. Da obe pokažem. Kaj, obe naenkrat? A lahko obe na 6-krat? A ja, to se ne da. Ne, obe naenkrat pa ne smem, ker so rekli v čarovniški šoli, da nikoli ne smem dati obe roki tako pri tej čarovniji, ker potem otroci rečejo, da nimam rutice. Kaj se je res nimaš? Pa jo imam, ampak je nevidna, samo sekundo. Da pa naredimo vidno, potrebujemo prazno modro rutico. Prazna pomeni, da se nič ne skriva v njej, ne z ene in ne z druge strani. Potrebujemo eno prazno roko in še eno prazno roko in vse skupaj damo na prazno pest. In naredimo še luknjico, da iz te luknjice lahko potegnemo vidno oranžno rutico. Ste opazili zdaj, kako se dela iz nevidnega vidno? Joj, kaj smo mi že zdaj vse začarali, pričarali, odčarali? Se res? Kaj pa? Že vem, jaz sem se zdaj nekaj spomnil. Mi bi lahko pričarali še nekaj iz čarobnega klobuka. Pa vsak čarodej uporablja pri svojem delu čarobni klobuk, pa čarobno palico, to smo že uporabljali malo prej, ko smo mešali v eno in v drugo smer. Ojoj, kdo se pa danes skriva v mojem klobuku? Pridi sem, no. Bolha, joj, kaj pa delaš tukaj? Bolha, ampak poleg bolhe je v tem klobuku še polno praznega. Zato bomo sem notri natresli malo svetlobe, malo zelenja iz tele novoletne jelke ne bo škodilo. Pa še mogoče iz vejice malo nižje. Tako, in malo rdečine iz novoletnih okraskov. Wow, tole bo nekaj najbolj čarobnega in morda še malo modrosti iz moje glave. Tista je najbolj pomembna. Zdaj pa dajte vsi skupaj prstke, točno takole. Jaz bom vzel še malo čarobnega prahu, potresel za vsak slučaj. In rečemo skupaj čarobne besede. Jaba, daba, du. Potem pa lahko pričaramo nekaj. 3, 4, zdaj. Jaba, daba, du. Končno nam je uspelo. Ena velika čarobna palica, s katero lahko pričaramo, po mojem mnenju, praktično karkoli. Lepo se imejte, uživajte tale pravljični december maksimalno, kar lahko. Spremljajte, kaj bodo za vas pripravili v mestni občini Kranj in pa Zavodu za turizem in kulturo Kranj in pa, saj veste, se srečamo ob naslednji priložnosti. Srečno! Kaj sem se jaz spomnil? Ne, še nekaj, ne smemo se še posloviti. Ja, mi lahko pričaramo Miklavža. Če ni prišel semle po tisti redni poti kot običajno, ga pa mi dajmo prstke skupaj. Močno si moramo zaželeti njegove prisotnosti. In potem, ko rečem 3, 4, zdaj, na ves glas, jaba, daba, du. Ste pripravljeni? Odlično. No, pa gremo. V naši glavi mora tleti samo ena želja, želja po Miklavžu. 3, 4, zdaj. Jaba, daba, du! Čarodej Toni! Ja, pozdravljen! Ja, ne morem verjeti. Poglejte to,
uspelo nam je, pričarali smo Miklavža. Miklavž, dobrodošel, kajti tule v Kranju in okolici te že tako težko čakamo. Pa če te ne bi pričarali, jaz sploh ne vem, če bi ti prišel, a? A veš, da sem ti zares hvaležen, da si me takole teleportiral tule v Kranj. Ja, da še tule pozdravim družine. Ja, kar izvoli, pa kako lepo palico imaš. Najlepša hvala. Dragi otroci in starši, leto je zopet naokoli. In letos, ko sem malo pogledal v vaše domove, sem ugotovil, da ste po večini srečni in zadovoljni. Nažalost pa sem ugotovil tudi, da nekaj bratcev in sestric nima vsak dan ravno tople postelje in pa dobi topel obrok. In saj veste, ker v Kranju dobro v srcu mislimo, bom vesel, če jim skupaj lahko pomagamo in pošljemo SMS Kranj 5 na 1919. Le tako bomo izbranim družinam v stiski lahko pomagali. Hvala! Veste kaj, predno vam zaželim vesele praznike, vas vse skupaj povabim tudi na kakšen varen sprehod skozi praznično okrašen Kranj, pa to storite vendar v družbi svojih najbližjih. Veste kaj, Mestna občina Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj in pa moja malenkost vam vsem skupaj želimo vesele božične praznike, predvsem pa zdravo in pa nasmejano novo leto. Pa ne pozabite ostati nekoliko navihani. Srečno!